Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar. Darij Krajčič, poslanec Liste Marjana Šarca, je na seji parlamentarnega odbora za kmetijstvo povedal, da je pred dnevi v trgovini ukradel sendvič. Čeprav so njegovi poslanski kolegi ta njegov nastop pospremili z nasmehom, je potem kot poslanec odstopil. Poglejmo video. Jaz sem zdaj vmes šel pa en sendvič tjale dol v trgovino, to pa zato, ker sem eno samo jabolko pojedel, pa jabolka mi vendarle ni dovolj, rabim še nekaj drugega. To je sendvič. In bom zdaj eno samo prijavo naredil in sem kupil sendvič. In čakam tam pri pultu, 3 ljudje so se med sabo pogovarjali, 3 minute sem zagotovo čakal. Se me sploh niso, kot bi rekli moji zgornji Savinjčani, amuzeli, se pravi, kot da sem tam luft. No in potem sem se odločil, da jaz pa preveril njihov sistem kontrole, če ti odneseš kaj iz trgovine ven. Prvič v življenju sem to naredil. In sem šel lepo ven in nihče ni pritekel za mano, nihče ni tulil, torej tudi tam, ko imajo vse pod video nadzore, kot imajo ne vem kaj še vse, tu pa tam tudi kaj, gre skozi. Ker tukaj in zdaj nimamo več časa za druge podrobnosti, lahko ob tem samo stavimo, da pravzaprav do včeraj nihče v Sloveniji ni vedel, kdo je ta gospod Darij Krajčič. Koliko vem, tega ni vedel niti moj kolega Aljuš Pretinač, čeprav je možakar vodil celo parlamentarni odbor za evropske zadeve. No, in zdaj se ve, to je bil tisti poslanec, ki je maznil sendvič. Ali, kot bi rekel Tomaž Štih, za sendvič je prišel in za sendvič je odšel. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3 in kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj, pa smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes se bomo pogovarjali o najnovejših dogajanjih znotraj slovenske policije, ki so kulminacijo dosegli z vodjo mariborskih kriminalistov, Robertom Mundo, katerega so policisti zasačili pijanega med vožnjo v okolici Maribora, a je še vedno šef kriminalistov. Jasna Murgel, nekdanja poslanka SMC, pa se je mirno vrnila na delovno mesto mariborske okrožne sodnice na sodišču, kjer naj bi zdaj ponovno sodila kot neodvisna sodnica. Zato je naš gost, nekdanji poslanec in bivši minister za notranje zadeve, gospod Vinko Gorenak. To je bivši politik, danes pa bloger, ki o tem seveda veliko ve. Gospod Gorenak, lepo pozdravljeni. Večer, pozdravljeni. Tale sendvič, pa ta epizoda s poslancem, ki je čez noč odstopil, kot smo videli, pa danes polni medije. Povejte mi, ali je to politična zgodba ali je to zdaj, kako bi rekel, kriminalno-policijska zgodba, glede na to, da je pač kraja sendviča je neke vrste tatvina, po vašem mnenju? No, jaz moram reči, da sem večkrat pogledal čez okno svojega stanovanja in glede na to, da je bilo veliko sonca, sem pomislil, da je 1. april. To je prvo, kar mi je prišlo na misel. Ampak vsebinsko gledano, gledajte, je pa to čisto navadna tatvina, nič drugega, pravno gledano, če želite. Je pa to kaznivo dejanje, ki se preganja na tako imenovani predlog, kar pomeni, da mora trgovina podati prijavo. Zdaj, kot vemo, to ne po uradni dolžnosti, kako? Ne po uradni dolžnosti iz temeljnega razloga, ker so delikti, ki jih preganjaš na predlog, drugače pa ne. In v tem primeru gre pač za, bom rekel, tako imenovano neznatno družbeno nevarnost in brez prijave trgovine policija ne bi mogla ukrepati. Ampak to je zdaj že nek drug takšen primer, pred leti je pravzaprav namestnik, državni sekretar, drugi človek ministrstva za notranje zadeve, gospod Špenga, ki je bil hkrati tudi predsednik mariborske SMC, v Bauhausu ukradel neke stvari. Jaz od zunaj, jaz spremljam tudi politiko v tujini, ampak jaz takih primerov, da bi poslanci in celo namestniki ministra za notranje zadeve kradli, kaj takega še pa nisem videl. No, sej, gledajte, tam bi zdaj uradna verzija je taka, češ da je šlo za pomoto, mislim, vsaj njegova verzija. Ja, pa konec celo mislim, da je dvakrat. Ampak pogledajte, zdaj tam gre za eno reč. Prvič, kar je, to je oseba, ki je policiji nadrejena bila v tistem trenutku. Tudi generalnemu direktorju policije. In drugo, kar sem jaz tam zaznal, je predvsem to, da trgovina je podala prijavo, da policija prijavo je sprejela in da je policija... Govorimo o primeru Špenge, Špenga, seveda. In je policija tudi uradno sporočila, da je tožilcu poslala poročilo. To pomeni, se opravičujem, mislim, da je policija takrat rekla, da je podala kazensko ovadbo. Kasneje je pa tožilc zavrgel. Z tega jaz sklepam, da so obravnavali kaznivo dejanje tatvine, tožilc pa je to zavrnil zaradi neznatne nevarnosti. Ampak pogledajte, gospod Gorenak, vi ste bili v politiki, kako zdaj to se počuti nek politik, ki ga recimo v neki trgovini Bauhaus, a pa tukaj, mislim konkretno v tem primeru poslanca, mislim, da je šlo za Maxi, ljubljanski Maxi, mislim, zasačijo pri kraji. Mislim, kako? Jaz si ne znam predstavljati. To je pravzaprav smešno, ampak je v bistvu tragično. Meni se je leta 2008 v tej
tej isti trgovini, ne, tam na tistem avtomatu, ne, ker sam plačaš na avtomat, vzameš račun in odideš. Ne. Govorite o Maxiju, V ne? Maxi Marketu, seveda. Ne. Leta 2008 me sicer nihče ni poznal, ne, ampak jaz sem tam zadeve normalno plačal, vzel račun, dal ga v vrečko in odšel. Ker je na vratih piskalo kot 100 bogov, je za menoj preletel varnostnik in me zvlekel nazaj v trgovino. Takrat ste imeli kakšno funkcijo? Poslanec sem bil. Ne. Meni je bilo nerodno pravzaprav pred ljudmi, ne. Čeprav ni bilo vsega nič, jaz sem imel račun, jaz ne vem, zakaj je to piskalo. Ne. Ampak gledajte, da je pa poslanc aktivni ali pa državni sekretar, ne, ali pa v glavnem osebe na tem nivoju, to naredijo. Glede, je nekaj, zaradi česa, ne vem, no bom rekel, jaz mislim, da bi se odselil v Avstralijo. No, zdaj, vi ste spremljali te reakcije, ne? Jaz sem recimo bil pač pozoren na to, da konkretno recimo predsednik stranke, pa tudi predsednik vlade Marjan Šarec nič še ni povedal o tem, ampak kar je bolj zanimivo, tudi nihče od novinarjev ga nič ni o tem vprašal. Vsi pa vejo eno stvar, ne? Vi ste bil poslanec SDS, ne? A mislite, da je bilo drugače, če bi recimo zdaj tukaj zalotili kakšnega poslanca SDS pri kraju, recimo, ne vem, Žana Mahniča, naprimer. No, ali pa mene. Ne, Jaz sem Dnevnik je objavil neko novico, ker je to dejanje skoraj da malo opravičeval, češ da je šlo za družbeni preizkus in ne vem kaj vse. Jaz sem Dnevnik vprašal, zamenjite v tej novici ime, priimek tega poslanca z mojim imenom, z mojim imenom, z mojim priimkom in mojo stranko. In sebe vprašajte, ali bi ravnali isto. Vem, da ne bi ravnali isto in to je vaš problem. To sem napisal v Ljubljanskemu dnevniku. Dobro, gospod Jank, zdaj, tako smo zdaj že pri policiji pa pri teh temah, ne? Zdaj smo bili včeraj preiskavam povezanih z tisto famozno maketo, ne? Kriminalističnim preiskavam. To ste verjetno tudi spremljali, ne? Seveda. Ja. Povejte mi, zdaj tukaj, meni se postavlja eno vprašanje, lejte, vi delali ste kariero v policiji, mislim, da ste bili nekaj časa celo šef kabineta notranjega ministra Igorja Bavčarja, drži, ne? Ne, ampak ni pomembno. Pomembnih funkcij cel ste imeli veliko, ne? Potem ste bili tudi politik povezan s policijo oziroma nadrejen policiji, ne? Povejte mi, kako je to možno, recimo, da se hišne preiskave, ne, za tako stvar, kot je bila ta maketa, kjer so bile stvari pravzaprav jasne, že pred enim letom, to zgodijo šele po 11 mesecih. Glede, jaz bom tako rekel, ne, so kazniva dejanja, kam res to maketo ne štejem, ne, so kazniva dejanja, ki terjajo verjetno leto, dve priprav, kar te priprave vodi na skupina ljudi, na čelu katere je določen posameznik. In ko imajo dovolj informacij, seveda grejo in naredijo realizacijo ali tako imenovane hišne preiskave. Tukaj, pri tej maketi, ste pa pravzaprav novinarji objavili tisti čas pred letom dni praktično vse, kar je potrebno vedeti. Ne? In zato se meni postavlja vprašanje, zakaj po enem letu? Zakaj ne lani decembra, če želite? Ne? Odnosno lani mesec dni po tistem, ko se je to... No, zdaj nimam. Bom še dopolnil to vprašanje. Lejte, jaz sem govoril takrat, ne, ko je ta afera za maketo izbruhnila, to je bilo lani spomladi, ne? Sem govoril takrat z nekaterimi mojimi viri iz policije oziroma blizu policije. Ne? In takrat so mi povedali, da so bili nekateri kriminalisti razočarani, ker se niso te preiskave takoj naredile, ker so bile stvari popolnoma jasne. Menda so čakali klic, ne, nadrejenih, ne, na policiji, dajmo iti v akcijo, dajmo iti v te preiskave, pa jih ni bilo. Ne. Kaj je takrat to zadevo ustavljalo? Težko rečem, kaj je to zadevo ustavljalo. Kdo potem lahko take zadeve ustavi? Poglejte, generalni direktor policije je zagotovo tisti, ki ima to moč. Jaz mislim, da minister, zlasti v situaciji, kakršen sem jaz bil, ko sem jaz bil z neke ene politične opcije, Goršek je pa očitno bil na neki drugi strani. Vaš generalni direktor policije. Tako, je pa to praktično nemogoče, da bi minister neposredno posegel. Vsaj jaz tega ne znam predstavljati. Lahko pa da. Krizalova, vemo, da je to počela. To je jasno. Kaj je ukazala preiskava? Kako? Glede, ona je v zakon napisala, da je nacionalni preiskovalni urad odgovoren njej. Mimo generalnega direktorja policije. Torej je vse jasno, kakšne možnosti je imela v tistem trenutku. Veste, ona je kot ministrica lahko operirala z nacionalnim preiskovalnim uradom mimo generalnega direktorja policije. Seveda. Vi pa tega takrat še niste mogli, kako? Glejte, jaz sem zakon spremenil, da se to ne more več dogajati. To je tista zadeva. Ko sem jaz prišel, je bil šef NPU-ja neposredno podrejen v bistvu meni. Tako je v zakonu pisalo.
Vendar jaz se v glavnem z njimi nisem srečeval. Zakaj ste prišli to spreminjati? Zaradi tega, ker sem prepričan, da minister ne sme na to vplivati. Aha. To je dejstvo. To smo v zakon zapisali leta 1998, ko smo prvi zakon sprejemali in mislim, da je tako tudi prav. Ja, sam pol je to precej nehvaležna vloga tega notranjega ministra. Seveda je nehvaležna vloga, ampak Mislim, poglejte, jaz sem leta 2000 sedel na vladi namesto gospoda Jambreka, tisti dan, ko je bil prijet gospod Šušter, državni sekretar. In če bi jaz kot državni sekretar ali pa gospod Jambrek vedel za te zadeve, ne, pa bi midva bila neke iste politične opcije s tem gospodom, ne, potem jaz verjamem, da bi to tudi on zvedel in bi policija delala na prazno, tako rekoč. Meni se zdi prav, da operativne informacije, tiste res pomembne, minister zve naknadno in ne takrat, kot se to dogaja. Res pa je nekaj, ja, veste, tu pa jaz že 30 let ponavljam eno in isto zadevo. V vodstvu kriminalistične policije imamo problem. Jaz imam lahko še eno oddajo, pa bomo šla od 90. leta naprej, preko 13 kg zlata, preko, če želite, vsega tega, kar smo najdli leta 2000 v kriminalistični policiji, 1,5 milijona nezakonitih nemških mark, tako rekoč. Kje je to v blagajni? Kako? Blagajni, to je črni fond, ne? Seveda, ne. To je črni fond, kakršnega smo imeli leta 2007. V Sovi smo ga najdli leta 2000 v kriminalistični policiji. Ne. Ampak mislim, da tisti, ki je takrat bil šef kriminalistične policije, ne, in je operiral z tem fondom, se mi zdi, da je zdaj predsednik Ljubljanskega okrožnega sodišča. Ne? Seveda, gospod Pogačnik. To je ta žalost. Ne? Poglejte, sodnika smo imeli na čelu kriminalistične policije. V blagajni kriminalistične policije smo našli 1,5 milijona nemških mark. To govorimo o Marjanu Pogačniku, ne? Ja, seveda. Ja. O različnih valutah, ne, smo to našli. Ja, ne? Šef kriminalistične policije pa ni bil tisti, ki bi spostavil zakonitost, ampak šele potem, ko je prišel nov šef, to je gospod Mohorko, kasnejši odvetnik v Mariboru, šele on je bil tisti, ki je rekel ne, to pa ne bomo počeli. In z tega vidika se jaz sprašujem, kaj pa je danes v kriminalistični policiji. Seveda nimam odgovora, ne? Ampak precej je slišati, da se stvari dogajajo mimo gospe Bobnarje. Ja, no, se ona je šele komaj zdaj prišla, ne? Ja. To je res, ne? To drži, ne? Ampak tudi sicer so se pogosto stvari dogajale tudi mimo generalnega direktorja policije. Tako da jaz vodstvu krim policije nisem nikoli zaupal, vključujoč mojo prvo izkušnjo z njimi, če želite. 88. leto se je pisalo. V Celju seveda sem bil šef uniformirane policije, ker so kriminalisti nekoga pretepli. Sem zahteval od direktorja policijske uprave ustrezno ukrepanje. Direktor policijske uprave je hotel ukrepati. Veste, kaj se je zgodilo? Poklicali so ga v vodstvo kriminalistične policije v Ljubljano, mu izročili barvni televizor za darilo in so rekli, pojdi v penzijo. To so stvari, ki so nedopustne že od takrat. To se pravi, če jaz zdaj tukaj razumem, pa vas poslušam, ne, pa zdaj to recimo povežem z nekaterimi informacijami, ki zdaj prihajajo, recimo o prijetju policista, kriminalista v Ljubljani, ki je izdajal informacije kriminalnim združbam, ne. Potem takem to pomeni, da se tukaj dogajajo stvari, ki jih mi videvamo sicer v teh ameriških filmih oziroma nadaljevankah. Se dogajajo tudi znotraj slovenske policije, nič drugače. Ja, sigurno, ne, ampak gledajte, jaz bi tako rekel, ne, tu treba biti previden. Ne. Sistema, ja, no, vi že razlagate to, gospod Gorenak, pa zdaj pa to, kar beremo v medijih. Seveda, ne. Sistema, kjer se nepravilnosti ne bi dogajale, ni. In tudi policija je sistem, kjer se nepravilnosti dogajajo. Bistveno vprašanje je, kako jih odkrivajo in kako jih preganjajo. To so temeljna vprašanja. Ne? Tukaj pa imam včasih, zlasti v mariborskem primeru gospoda Munde, občutek, da se ne dogaja nič. Ne? No, zdaj do tega Munde bomo še prišla, ampak sam še nekaj vprašanje imam glede teh informacij. Ne? Zdaj, pravite, minister ne more neposredno vplivati na preiskave. Ne? Ampak zdaj kriminalistična policija ima en kup nekih informacij, jih dobiva policija na terenu in pač iz nekih pač svojih virov. Kdo razpolaga, kje se te informacije zbirajo in kdo razpolaga s tem fondom informacij? A do ministra to ne pride, ali kako? Ne. Ne pride do ministra. Se pa vi, če pa razumem, ko ste bili minister, niste ničesar vedeli več recimo o nekih kriminalnih združbah v Sloveniji, kot recimo mi navadni smrtniki. Ne, zagotovo ne. Leta 95-96, po odhodu Sove iz notranjega ministrstva, je kriminalistična policija vzpostavila sistem ali pa bazo, če želite, podatkov, ki se nanašajo na stvari, o katerih me sprašujete. Dostop do te baze je omejen, seveda je omejen na šefa kriminalistične policije. Leta 2001
si je prizadeval za dostop do teh informacij tudi Marko Pogorevc kot generalni direktor policije. In če boste Prizadeval za dostop do teh informacij. Dostop do teh informacij. Ali jih je dobil kasneje ali ne, ne vem. Dušan Mohorko pa v svoj šef krim policije, pa v svoji knjigi piše, da o tem razpolaga samo kriminalistična policija. In mislim, da danes ni drugače. Ampak zdaj ti šefi, pa bivši vodilni kriminalisti se zaposlujejo po raznih podjetjih zdaj, ne? Kot razni šefi varnosti in podobne stvari, v glavnem po teh državnih podjetjih, ampak njihova prednost naj bi bila to, da razpolagajo z zakupom nekih informacij. Potem jih imajo, ne? Se strinjam, ampak najverjetneje ne na disketi, ali pa tudi je možno, ne? Največjih imajo verjetno v glavi. Kako? Ja, v glavi, ja. Dobro, gospod Grenak, to je bilo zdaj zelo zanimivo, greva na prvi oglasni blok, in se potem vrnemo k stvarem, o katerih zdaj govoriva. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjamo se o nekaterih nastalih situacijah oziroma razmerah znotraj slovenske policije. Moj gost je pa gospod Vinko Gorenak. Gospod Gorenak, greva zdaj na ta začetni primer, ne, šefa mariborskih kriminalistov, gospoda Roberta Mundo. Ne. Zdaj njega so ujeli policisti v okolici Maribora, ker je vozil pijan. Ne. Po nekaterih informacijah naj bi pobegnil, pa naj bi ga jeli, on to zanika, v glavnem napihal je, vozil je pijan, vzeli so mu vozniško dovoljenje, dobil je en kup nekih kazenskih točk, plačal je sicer kazen, ne, pa to zato tudi, ker se mu je splačal, ker je plačal polovico, če pač plačaš prej, oziroma v nekem določenem roku, to vsi poznamo, ampak kljub temu je ostal še vedno šef kriminalistov. A je to normalno? Najprej še en poudarek. Ja. On sam je rekel, gledajte, jaz sem plačal, to sem naredil izven svojega časa, zdaj sem pa v redu. Skratka, on sam smatra, da ko je plačal denarno kazen, in je zdaj za njega končan primer. Ja, vem, to je katastrofa. To se pravi, ta miselnost. Mi dva navadna državljana si bi to recimo še lahko privoščili. Jaz sem s tem gospodom, ne vem, če smo se kdaj fizično videla, težko rečem. Ja, že 8 let je že šef kriminalistov. Ja, kakorkoli. No. Ampak leta 2013 sem zasledil kot minister podatek iz medijev, seveda, da so kriminalisti Celja, Maribora in Murske Sobote pod vodstvom tega gospoda Munde odšli v Perutnino Ptuj, kjer so šli na strokovno ekskurzijo. In tam so jih, tako so mi povedali, postregli s hrenovkami. Zdaj pa, poglejte, je v neko firmo, pa tudi, če so jih postregli s hrenovkami, v kar seveda ne verjamem, ampak tako so mi pač poročali, in je tja v času, ko to isto firmo, ta ista kriminalistična policija preiskuje. Glejte, pa to se smešimo. Jaz sem takrat poklical generalnega direktorja policije, gospoda Gorška, in mu rekel, poglej, mediji poročajo o tem in tem, zadeva ni normalna. Udari po mizi za Boga in naredi red. To je pa tudi vse, kar sem mu lahko rekel. In kaj je potem naredil? Ja, prišel je nazaj in mi povedal, da je zelo ostro opozoril te ljudi. In to je tudi vse, kar je. Glejte, v času socializma, jaz sem bil regijski policijski šef uniformirane policije, poudarjam, leta 88-89. Jaz lahko zatrdim, da kaj takega nismo počeli. Vsaj na tak način ne. Šli smo sicer v kako lovsko kočo ali pa kaj sem kam, tukaj v Šmarje pri Jelšah recimo, ampak vsak je dal določen denar in smo pojedli večerjo, po nekem strokovnem kolegiju. Jaz osebno v času mojega vodenja v Celju nisem dopuščal tovrstnih čaščen, če bi temu tako rekel. Kaj šele pa to, da firmo preiskuješ. Ampak to, recimo, kaj je v glavi takega vodilnega policista, kriminalista, da on misli, da je zdaj to vse v redu? Mislim, do česa pride, da ima nekdo takšno miselnost? Glejte, enega psihologa bi mogla imeti tu zraven, da bi lahko to pojasnil. Vprašal še gospoda Vodeba, ampak vseeno. Se strinjam, ja. Ampak ne, mislim, da je to kolektivna miselnost. To vedno nisem pri njemu, ne vem, če je glih kolektivna, ampak jaz se 89. take miselnosti nisem dopuščal, če smo direktna. Ampak spet smo pa pri vprašanju,
kako bo reagirala organizacija. Ja, Jaz zdaj, v tem času... koliko vem, zdaj to ste tudi vedno vi lahko prebrali, je nova direktorica policije, Tatjana Bobnar, začela zdaj tam neko preiskavo. Poklicala je šefa mariborske policije, gospoda tega Lojbeka, na zagovor, in zdaj so govorice, da bodo pravzaprav oba dva mogla oditi. No? Se zna to zgoditi? Možno, da bo to naredila. Ne vem, kaj bo naredila. Ne? Ampak, kaj bi jaz naredil, če bi bil generalni direktor policije? Ne? Poklical bi tega človeka in mu povedal, odidi takoj. Res pa je, veste, da je včasih delovno-pravne postopke, kot ti reče tak policijski šef, ne bom šel, jih je pa zelo težko speljati, pa dolgo časa traja. To razumem, ampak verjetno ga pa lahko takoj odstavite z funkcije, ne rečemo kot delovnega razmerja. Seveda, sigurno. Pa še en poudarek, recimo za leto 2013. Pa je možno, gospod Gorenak, recimo, da ima Munda kakšne informacije take in da se ga zdaj pravzaprav o ljudeh, ki bi ga zdaj mogli recimo trdo prijeti, pa se ga zaradi tega ne upajo. Povsem mogoče, da jih ima, ampak to spet sklepam, ne bom rekel. Hotel sem pa to reči. Recimo, vi ste pač zdaj pa ste omenili recimo pač primer Perutnine, ampak pogledajte, tudi Večer, časopis Večer, glavni lokalni časopis, zdaj je kar tako na nek način malo brani tega Mundo, kar je nenavadno. Ampak pogledajte. Mislim, da je vaš medij bil prvi, ki je to objavil. Ja, ampak pogledajte, hkrati, pa tudi kriminalisti preiskujejo lastnika Večera, Ja. Mislim, to je pol neznosna situacija, Kot je zaposlitev sina gospoda Munde na Komunali ali kako že v Mariboru, kjer so potem kriminalisti nehali preiskovati. Nič ni imel zraven, absolutno nič. Res pa je, da se je sin tam zaposlil v času, ko so to Komunalo preiskovali. Menda pa potem nič najdli. Tako, ampak kako se to preseka? Kaj se tu naredi? Nič drugega kot oster generalni direktor. Jaz leta 2012. To se pravi, vaša ocena je, da ima gospa Bobnarjeva zdaj premil odziv na te situacije. Jaz ne vem, kjer direktor je bil dober. Tak, ki sem ga jaz postavil, gospod Veniger, je zastavil, to moram zelo odkrito priznati, sem ga kasneje seveda zamenjali. Ampak eno stvar bi še rad povedal. Leta 2012 jaz nisem imel nobene zakonske možnosti odstaviti gospoda Gorška. Gospa Katarina Kresal, moja predhodnica, je spisala zakon tako, da je direktor bil nezamenljiv. Poudarjam, nezamenljiv. In jaz gospoda Gorška nikoli nisem odstavil. Ampak javnosti naj povem, prosil sem ga, Janko, a odideš, prosim. Si predstavljate ta položaj? In kaj je rekel? Ja, šel je. Aha, pa mislim, da je potem šel neko diplomatsko funkcijo. Ok, šel je v Sarajevo. Ampak če bi pa on meni rekel, ne bom šel, kaj bi jaz lahko naredil? Absolutno nič. To je nemogoče. Zdaj ta Tatjana Bobnar, Ja, to pa je druga zgodba. A lahko ona zdaj zamenja tega Mundo, ali ga ne more zamenjati? Ona lahko zamenja vse. Vse konec koncev, direktorja policijske uprave, tega gospoda Mundo in tako dalje. Vse ona to imenuje. Seveda je lahko zamenja, kadarkoli. Ampak zdaj prihajajo še pravzaprav bolj alarmantne informacije. Menda naj bi ta Munda poslal kriminaliste svoje zasliševati tega policista, ki je njega ustavil pijanga. Jaz bi tega policista res rad spoznal. Rekel, iz temeljnega razloga. Govori se sicer, da je policistka, ampak policistka. Kako pa je to možno? Ni to zloraba položaja? Seveda je zloraba položaja. Če to dopuščajo, kaj narediti? Enostavno gospa Bobnarjeva mora udariti po mis. Jaz mislim, da ima ona zdaj idealno priložnost, da vsemi temi dogodki, Munda, Ljubljana, pa vse te stvari, ki se zdaj dogajajo, začne delati v policiji red. Ampak ta red je treba začeti delati pri glavi. Se pravi, ona je nova, seveda je nova, sistem pa pozna od leta 1992 in lahko začne delati red, pooblastila ima. Ali ga bo začela delati ta red ali ne. Jaz v tem trenutku, pa jaz verjamem, da bo to oddajo pogledala, jaz nisem kaj dosti kritiziral njeno imenovanje. To ona dobro ve. Bral sem vaše kolumne, ste bili kar prizanesljivi. Prizanesljiv do nje. Ja, ker se mi zdi, da je ženski treba dati možnost. Ampak ne bom več tako prizanesljiv, če bo tako blaga, kot se zdaj kaže. Zraven pa še vse te novice, češ kako vrh kriminalistične policije deluje mimo nje in brez njene vednosti. Kakšne novice so to? To so neki podatki, češ kako delujejo sami zase, da pred njo skrivajo določene informacije in tako naprej. Kar pa verjamem. Jaz pa to čist verjamem. Kako je pa s to politično podporo? A ima ona, vi pravite, da treba narediti red, a ima ona zdaj podporo za to, da naredi red? Zdajle ima največjo možno podporo. Vlada je na začetku, veste, čez 3 leta delati red je brez veze. Zakaj? Takrat bo prišla nova vlada, pa verjetno nov direktor policije. Ona ima zdaj šanse. Prvi dan, kot se temu reče.
Koliko pa ima ona, recimo, oziroma pač generalni direktor policije, možnost, da si ustvari svojo ekipo? Teoretično gledano ima vso možnost, ima samo eno težavco, ne, ki se ji pa reče, gledajte, zdaj gospoda Mundo ali pa gospoda Lorbeka zamenjati, ne, to pomeni kaj, ne, da ga bojo postavili v nek kot, ne, mu dali tajnico pa fikus ali pa brez tajnice, a ne, za isto bo dobil plačo. tajnico, bo dobil velik, ne? Ja, seveda, za isto plačo, ampak delo pa ne bo nič. Ne. To je pa problem. Ne. In takih primerkov sem jaz najdel kar nekaj, bom rekel, 200 v tej državi, ne, v policiji leta 2012. Ali pa recimo zanimivo v Kopru, če želite, 92. leta. Pogledam čez okno in vedno opazim od spotenega moža, ker sedi na obali. Ne. Pa le vprašam to tajnico, sem rekel, pa kaj tale gospod tu dol dela, jaz ga vsak dan tu dol vidim. Je pa rekla, veste, to je pa vaš svetovalec. Ja, moj svetovalec je, pa ga pa pokličite, ne. Noro, ne. Noro, ne. Lejte, tale Munda, ne, o katerem govoriva, ne, ta gospod Munda, on je postal šef kriminalistov v Mariboru pred 8 leti, ne, 2011. Ne. Zdaj, kaj je to? To je 7-8 let, a je to dolga doba za takšno funkcijo ali kratka doba? Jaz bi rekel, da bi bil čas, da bi šel, ne. Ampak ne zaradi tega incidenta, tudi sicer, ker tudi teorija pravi, da tamle 7 let vodenja nekega kolektiva takega je nek optimalni čas za to, da človek spreže. Dobro, zdaj, če greva pa na drugo situacijo v Mariboru, ki sva prej napovedala na sodišče, ne. Imamo tu poslanko Jasno Murgel, ne, bivšo poslanko SMC, ne, ki je takrat zaslovela kot precej tako politično radikalna poslanka. Ne. Znana njena izjava je to, da je pač rekla, da je treba ustavno sodišče spremeniti v političnem smislu in ga treba določiti tako, da bo ustrezalo politični levici. Ne. Imela je precej teh radikalnih nastopov, no potem na naslednjih volitvah ni bila izvoljena, ne. Zdaj pa postala spet potihoma nazaj okrožna sodnica. Ne. Ona je bila zdaj zelo politično odvisna poslanka, zdaj se je pa čez noč spet prelevila v neodvisno sodnico. A je to možno? Mogoče za javnost tako zgleda, ne? Ampak leta, resnica je pa nekoliko drugačna. Jaz sem takrat, ko je ona prišla leta 2014 v parlament, ne, postavil torej poslansko vprašanje javno objavljeno. Vlada je na to odgovorila, Ministrstvo za pravosodje je pripravilo odgovor. Namreč vprašal sem jih, kako je mogoče, da sodnik sodeluje v volilni kampanji politične stranke, pride v parlament in ima pravico vrnitve. Namreč, ki so mi ustno rekli, da ima pravico vrnitve. Mislim, ker so to različne službe, to je malo drugače, to ni, seveda. Je to problem, ne? Seveda, ne. Ampak poglejte, in oni so meni utemeljili na 3 straneh, to je javno dostopno v Državnem zboru, tudi na internetu lahko najdejo gledalci, kjer so mi utemeljili, da je to zakonska pravica sodnika in tako dalje in tako dalje. Ampak pa ste hkrati, če dovolite, istočasno je v Celju obstajala sodnica gospa Majda Kovačič. Ta je sodelovala... Je pa ne poznamo sicer, ne? Ja, seveda, zdaj v penziji in ne bom ji škodoval, ne, kar bom povedal. Ona je sodelovala s strokovnim svetom SDS za pravosodje. To je praktično pomenilo kaj? Da je ona delovala v skupini 5-6 ljudi, ki s njim jaz tu pa tam, oprostite izrazu, tu pa tam kak zakon poslal v strokovno mnenje. Če se prav spomnim gospe Kovačičevi, nisem poslal nič. Potem je pa prišlo do tega, da je ona sama v službi povedala, da je v strokovnem svetu SDS. Pazite, strokovni svet SDS je v bistvu vlada v senci, ali po domače povedano, stotine ljudi v SDS-u pomaga stranki pri pisanju programov in tako naprej. In to vlogo je ona imela, nič druga. Ne? Mislim pa, da ni nikoli tudi nič spisala, če se prav spomnim. Glejte, njej je pa sodni svet poslal sporočilo, takoj prenehajte sodelovati s politično stranko, ker je to nezakonito, sicer boste izgubili službo. Zdaj pa si predstavljate, ona je bila sodnica, bila je političarka, zdaj je spet sodnica. Ta gospa pa ni naredila za SDS nič fizičnega. Bila je na nekem spisku možnih ljudi, ki bi lahko kaj svetovali. Ampak to je zdaj kaj? To so ta klasična dvojna merila, kako, ne? Ja, seveda, druga ne more biti, ne. Pa še en absurd je, ne, v primeru Jasne Murgel, ne, ona na volitvah ni bila izvoljena, ne. Skratka, ljudstvo, ne, ji ni zaupalo več, ne, zdaj pa sodi veno ljudstva, ne. Pa še predsednik države ji ni zaupal, ker jo ni izbral za... Pa še kandidirala je vmes za varuhinjo človekove pravice, ne. Ampak jaz sem že takrat vedno, ne vem, jaz sem se vedno v parlamentu malo pošalil, ne, se mi zdi, da je to tudi potrebno, in sem vedno njej rekel, gospa bivša in bodoča neodvisna sodnica. Zdaj pa poslanka. O tem Ampak zdaj potencialno, recimo, če pogledava to zdaj, kako bi rekel, ker je zelo pomembno, kako se stranka v postopku pred sodiščem počuti.
ne, ali je pošteno obravnavan ali ne, gre za občutek stranke. A zdaj nekdo, recimo, ki ni pristaš Cerarjeve stranke SMC, se lahko nelagodno počuti, če mu gospa Murgel sodi ali ne? Ne sem nelagodno, jaz mislim, da je situacija hujša, da lahko teh 30.000 članov SDS-a, recimo, pa Nove Slovenije, ki imajo oni in tako dalje, jaz mislim, da bi najdli zakonite razloge, da se mora ta gospa izločiti v sojenju. Samo se bo kar naprej izločala, ne? Ja. Verjetno res, ne, ampak po mojem so zakoniti razlogi, da vsi državljani, ki jih bo ona obravnavala in ne sodijo v okvir njene stranke, tako imenovane, pa še njene stranke pravzaprav, tam bi se mogla pa ona izločiti. In če smo natančni, bi rekel tako, kadar ima ona v postopku člane njene stranke, bi se morala izločiti ona. Kadar pa obravnava ljudi, ki so neke druge politične stranke, bi pa lahko ti državljani zahtevali njeno izločitev. Zdaj, ona sicer ni kazenska sodnica, je civilna sodnica, ampak tudi to je problem. Vse je isto. Sodnik je sodnik. Jeden sodi v tem, drug v unem. Slišal sem, da je bilo veliko sodnikov v Mariboru, vsaj pač ko neuradno, je imelo resne pomisleke zoper to, ampak v principu kaj lahko recimo naredi pravosodje, da se lahko pravosodje zaradi svoje lastne integritete prepreči tako situacijo? Jaz mislim, da lahko prepreči. Pač ponudi neko drugo službo. Vse sodišča imajo cel kup drugih služb, kjer lahko, bom rekel, bi ta gospa delala, ampak sodstvo tega noče. Poglejte, zdaj recimo so izdali leta 15 ali 16, jaz izjemno kritiziral Klemenčičev zakon, ki je govoril o tej integriteti, komisija za integriteto, komisija za etiko, bla, 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 na tožilstvu, na sodišču. Glejte, primer Žirovnika Maribor. Tak etična komisija in sodni svet, mislim, da sta rekla, da ni prav, da je šel na zaključno slavje Arsenoviču, aktualnemu županu. Potem, če vzamete Kozino, tam so isto nisem hotel vse te primere naštevati, ker eni so bili že obdelani v javnosti. Tam so isto rekli, češ, da ni ravnal prav, kar je rekel, ker je propagiral levo politično opcijo, odnosno levico. Ne, levico, konkretno levico. Ampak, gledajte, kaj se pa zgodilo? Absolutno nič. On je sodnik, verjetno bo kandidat za vrhovnega sodnika, tudi to se sliši, gospod Žirovnik, medtem ko gospod Kozina je pa spet normalno. Gospod Žirovnik ne bi kandidiral za vrhovnega sodnika? Ker veliko govora je o tem, da bi naj kandidiral. Ja, potem je to celo, kako bi rekel, mu ocenjeno kot dobro, to, da je šel k Arsenoviču. Če bo karierno napredoval. Očitno, ampak gledajte, sodni svet je tukaj tisti, ki bi mogel narediti red. Tudi ministrica ali pa minister bi lahko kadarkoli spremenil zakon, pa rekel, da če policist ne sme določenih stvari početi, potem jih ne sme tudi sodnik. Dobro, prišli smo zdaj do drugega oglasnega bloka. Predlagam, da ne odhajate, ne zapuščate gledanje te oddaje. Vrnemo se po oglasnem bloku, kjer bomo gospoda Gorenaka zaprosili in bo tudi povedal svojo zaključno misel. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Gospod Gorenak, vaša zaključna misel, kaj bi vi svetovali gospe Tatjani Bobnar, novi generalni direktorici policije, kaj naj ona uredi zdaj v Mariboru? No, gospa Bobnarjeva ima v tem trenutku idealno šanso, naravnost idealno šanso. Na začetku vladanja je bila postavljena te vlade in ima možnost, da opravi vse tisto, kar niso opravili mnogi njeni predhodniki. To pa je, da udari po mizi, poudarjam, udari po mizi in naredi red. Ampak ne red med policisti, red v vrhovih. Zlasti v vrhovih kriminalistične policije na državni ravni, kot seveda tudi na lokalni ravni, kamor sodi Munda. Kar se tiče pa, bom rekel, sodstva, tu sem jaz zgubil upanje, da bojo kaj naredili. Bi pa jaz osebno svetoval politikom, zlasti vladajoči koaliciji, da spiše preprosto zakon, en člen v zakonu, po katerem sodniki pač ne bodo mogli biti člani političnih strank. Glejte, policijski Lima Liske po Ljubljani ne sme biti član politične stranke, sodniki pa lahko. Dober predlog.
Dober predlog. Zakonodajo je treba spremeniti, da sodniki ne bojo mogli sodelovati, če pa že sodelujejo s politiko na volitvah in postanejo Pa funkcionarji, ne nehajo biti sodniki. Ne? pa Tako, ja. seveda ne morejo biti več sodniki. Gospod Grenak, hvala za prihod in hvala za zanimiv pogovor. To je bil današnji 244. policijsko-pravosodni faktor. Mi pa se vidimo spet jutri ob istem času in seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.